Lep pozdrav z obrobja Save v Tacnu, kjer številnimi in seveda tudi glasnimi navijači, kar poslušajte jih, spremljamo tekmo svetovnega pokala. In seveda tudi o tem bomo govorili v današnjem Kajak Kanu magazinu. Na tacenski progi, ki je gostila drugo letošnjo tekmo svetovnega pokala, so člani slovenske reprezentance znova pokazali svojo moč. V finale se je uvrstilo kar 8 posadk, 3 so stopile tudi na stopničke za zmagovalce. Benjamin Savšek je navdušil občinstvo z zmago, Luka Božič pa z 2 uvrstitvama na stopničke, saj je bil najprej tretji v kanuju, nato pa še drugi v dvojcu s Sašom Taljatom. Luka Božič je postal izzivalec velikega Davida Florensa. Škota, ki je na olimpijskih igrah v Pekingu osvojil srebro v kanuju, v Londonu pa še v dvojcu. Nato pa lani na svetovnem prvenstvu v Pragi združil naslova svetovnega prvaka posamično in v paru z Richardom Hanslovom. Kar je naredil on, čeprav se ni toliko govorilo, vsaj med kajakaši nisem zasledil, je naredil velik korak naprej in ga zelo spoštujem, ker v 2 disciplinah se pripraviti tako dobro in zmagati na svetovnem prvenstvu je kar ena velika reč. You know, when Luka started doing C1, I was really impressed. He was really good in the first season. Seeing him there in finals, he's now one of the really good C1 paddlers. I think it's harder to be a C2 paddler and move to C1 than to be a C1 and move to C2. So I think what he's done is very impressive, and yeah, good luck to him. Luka in David sta letos izjemen dvoboj uprizorila že na prvi tekmi svetovnega pokala v Londonu. Tam je bil naš dvojec boljši od Britancev, Florence pa je slavil C1. Oba sta navdih za dvojni program dobila pod 5 krogi, kamor se želita kmalu vrniti, saj se tam pišejo največje zgodbe. There's our greatest Scottish Olympian, Chris Hoy. His category was dropped from the Olympic Games, and he had to change. He ended up competing for 3 medals in different sprint cycling category, and won 3 golds. And to see that was really inspiring and incredible, and it made me wonder if I could try and take on something more. Po olimpijadi sem se pač odločil, da bi lahko probal še kje drugje. In takrat sem že prejšnja leta se uvrščal na državnih prvenstvih blizu našim, tako da sem poskusil v tej disciplini in takoj v prvem letu mi je že uspelo, da sem se uvrstil celo v člansko ekipo, čeprav sem si zadal v 4-letno obdobje, da po stopnicah grem naprej. Tako da jaz upam, da bom zdaj vsako leto samo še nadgradil svoje vožnje in se naprimer že drugo leto in potem v olimpijskem letu približil tudi našim najboljšim. David Florence je 9 let starejši od našega krotilca brzic. Predvsem pa ima za sabo že en olimpijski ciklus treninga v 2 disciplinah. We learned a lot about that after our first Olympic cycle. For London, we started after Beijing, so we only had less than 4 years, which is not very long at all. So we trained once a day in C2, once a day in individual category, basically all the time. We did a lot of time on the white water. Once we'd learned to paddle C2, now I think it's easier. After the Olympic Games, we had over 7 months not even going in the C2 once, and often in the winter now we have a break and we do slightly less, slightly more in the individual, because we've learned the skills already to a high degree. Naprimer, lansko leto smo se še malo lovili, nismo vedeli, kako je zastaviti trening, tako da letos smo pa že malo boljše. Čeprav je še očitno, da več treningov naredimo v C1. V bistvu jih v C2 tudi z leti, s toliki leti ne raba več toliko, ker se še s tem novim modelom čovna se hitreje uveslava, in to je ta prednost tudi novega čovna, ter tega, da že zelo tajta trenira v to disciplino. Luka in Sašo se odlično poznata. Sokrajana iz Mosta na Soči delujeta složno, podobno kot na drugi strani tudi Škot iz Aberdeena in njegov angleški partner iz Londona. I think getting on well in C2 is really important, It's hard to say because I don't do other disciplines, but maybe in flat water where
there's not so many mistakes, it's easier to get on. I think C2, when every session, every run, there are mistakes. Someone makes a mistake, it costs you. So it's really hard not to blame the other person, and it's really important to get on and work together well. And Richard and I were good friends before we started, and that was part of the reason why I asked him. And I think the fact that we get on really helps. Some guys out on the water, you see them having an argument, and I think this holds people back, and I don't think you'll ever see Richard and I having an argument. Olimpijske igre v Riu leta 2016 niso več tako daleč. Cilj aktualnega četrtletja je čedalje bliže, a končni uspeh ostaja na enaki distanci. The dream would be to win the Olympics in C1 and C2, but you know, I know that's a very difficult thing to do, and for me it's more important just to train hard, to enjoy the sport, and to try and put in the best runs I can at every race. And if I put in great runs, I know I have a chance of being on top of the podium. Njegov cilj za Rio je jasen, kaj pa tvoj? Ja, v bistvu jasen je, ga je pa treba še dobro realizirati, no? In se dobro pripraviti na to olimpijado, ker zadnjo olimpijado nam ni šlo vse po načrtih, tako da mislim, da smo še bolj zreli, no? Bomo še zreli, še ratali, no? In jaz upam, da se bo šlo. Biti dvakrat boljši od Škota, to bilo dobro? Ja, prav gotovo. Za slalomisti so 3 od 5 tekem svetovnega pokala, ki se bo nadaljeval avgusta. Tole je trenutni vrstni red v skupnem seštevku, ki kaže odlično izhodišče slovenskih tekmovalcev in tekmovalk. Medtem ko naši tekmovalci in tekmovalke blestijo na rečnih brzicah, pa si je naš nesrečni Peter Kauser našel svoj novi najljubši poligon, je tako? Ja, zdaj bom očitno res tole moj najljubši poligon, glede na to, da imam še ne 2 let staro hčerko, tako da bom zdaj letošnjo poletno očitno bolj starš, kakor pa tekmovalc, nažalost, tako je. No, pa vseeno, tale poškodba je najbrž ovira tudi pri igranju s hčerjo. Ja, sej moja žena pravi, da ima zdaj 2 otroka doma, en ko še ne zna in pa ko ne more, ne, tako da ja, pač moram biti kar pazljiv, no, roke ne smem premikati gor od komolca gor, tudi zato imamo opornico še, ker pač dejansko bolečin ni in potem se hitro spozabim, pa hočem kaj premakati, ne, tako da imam raje preventivno to gor. Je pa res, da zdaj pač čakam, kako in kaj bo. Jutri imam pregled pri doktorju in pa bomo videli, kdaj bo operacija potrebna je in tudi videli bojo pol, kaj je potrebno vse narediti. Kaj je pravzaprav narobe, za kakšno poškodbo gre? Ja, poškodba je izpah rame, ne, in pač to so mi naredili v polfinalu v Londonu in pol smo v srečo, da je pač slovaški doktor nazaj poravnal noter, da je dal nazaj noter, ker drugače bi mogel do bolnice čakati in pa bi bil sam še več problemi. Tako da pač mišice so cele, vezi so nategnjene in ta sklepni hrustanc se je otrgal. Mislim, to je glavni razlog za to, da bom rabil operacijo in pač ker moram te stvari pobrati ven in pač pogledati, da je treba ramo pritrditi nazaj ali bo danes sam normalna rehabilitacija. Tako da pač nožu se ne bom izognil, no. Na operacijsko mizo bom šel tako ali pa drugače in jaz sam hočem, da čim prej, mislim ne da čim prej, da se to poštima, da se mi to ne bo več v prihodnosti dogajali in pa čas imam, sezona letošnja je zaključena za mene, tako da imam čas do naslednje sezone se k sebi spraviti in jaz verjamem, da se bom. Peter, vso srečo ti želimo, pa da se kmalu znova vidimo v čovnu, sedaj pa kar pazljivo vseeno na tem otroškem poligonu. Bo, hvala, ajde, lepo se vejte, čau. Gremo.
Po mojem bi pa najboljš bilo, da bi vsi tiho bili. Ali pa da bi kakšno pesemco fajn zapeli, jaz ne vem. Tisto dretje ponavadi tako mi ne pomaga prav veliko, tako je fajn v umirjenem stanju v skladbi. Meni je hop čisto v redu, čisto všeč. Ja, konc koncev jaz v bistvu na progi razmišljam v svoji vožnji, tako da tisti šunder od publike, večji kaj je, še bolj mi da pač zagona in to je to. Zdaj, da bi pa vsako posebej stvar slišal ven iz publike, pa ni. No. Bolj malokrat slišim, ki skandirajo, tako da kar hočejo. Ne, zmeraj sem si želel kakšno gasilsko sireno slišati, pa Golica, ki zadnji špila, tako da to je bilo kar bomba. Postalo je jasno, da bodo na olimpijskih igrah leta 2020 v Tokiju dekleta vozila slalom na divjih vodah, ne samo v kajaku, pač pa tudi v kanuju. Punce so doslej 3-krat v tej disciplini nastopile tudi na svetovnih prvenstvih. Prvič je bila najboljša Jana Dukatova, kar kaže, da se da izkoristiti znanje iz kajaka, lani pa Jessica Fox, ki je med prvimi v svoj trening resno vključila tudi kanu. I started doing canoe in 2009 and I was 14 and 15 and I think it was something that really helped my progression in K1 and it was good for me to do both, so I kept doing both and made the national team in both categories and now I still race it because it's something I really enjoy. Najboljše slovenske tekmovalke zaenkrat ostajajo fokusirane na kajak. Novi rod Zaljo Kozorog in Nino Bizjak pa svojo priložnost vidi v novi disciplini. Glede na to, da so tudi potrdili ženske na olimpijskih igrah kanu, je to pač ena ogromna priložnost, ker v kajaku imamo še Evo in Uršo, ki bojo veslale še dosti časa in je mogoče pač težko za nas mlade tekmovalke pač priti tako blizu. In bi bil mogoče kanu res ena taka priložnost pač za narediti rezultat in mogoče se tudi odločiti pač samo za to, mislim, zdaj po mojem bo odločitev padla bolj jeseni, ker bom prišla tudi študirati v Ljubljano in se bojo stvari tako malo spremenile in pač mogoče bo eno potegnilo z drugim potem. Mi sredstvo, da bi se res načrtno lotili kanuja, kot so se recimo odločili v Veliki Britaniji, kjer so po podatkih, ki sem jih dobil od direktorja angleške reprezentance, stestirali več kot 800 deklet in potem iz vseh teh skozi 2 trening campa izbrali 12 tekmovalk, ki jim bodo dali šolnilno za naslednje 2 leti in načrtno s temi 12 2 leti delali v Nottinghamu samo na ženskem kanuju. Seveda tega denarja pri nas ni, da bi se tako načrtno lotili. Zato pa naša zveza omogoča tekmovalkam pridobivanje izkušenj na največjih tekmah in seveda tudi bolj zahtevnih progah. Po eni strani je lažje v kanuju kot v kajaku, po drugi pa ne, no mi je pa tacenska proga zelo težka, sploh rampa, ker imaš samo pol vesla in se ne moreš rešiti iz določenih situacij. Ja, po kateri strani pa je kanu bolj enostaven? Meni ga je na nekih odsekih proge lažje voziti kot kajak, je pa res, da moj kanu malo večji, je za malo več kil, kot jih imam jaz, zato sem tudi bolj po vrhu in mi je to tudi zelo všeč. You know, there are hard courses, there are easy courses. Tasen course is quite difficult and we just have to adapt and have to learn how to train here and maybe we need more training to get used to it. That's why I switch hands. You know, some girls stay on one side like the C1 men, but I change because it makes it easier for me to get all the gates. So I think it's about, you know, we'll always be a bit slower than the men and our technique will have to be a bit different. But that doesn't mean that it's too hard for us. I think we can adapt and we can change our style to suit. Mislim pa, da z resnim delom v klubih, z trenerskim kadrom, ki ga imamo, z znanjem, da bomo tudi v naslednjih letih vzgojili kanuistke in da bomo verjetno v letu 2020 dostojno lahko nastopali tudi v ženskem kanuju. Ženski kanu bo tedaj zamenjal moške dvojce, s čimer Mednarodni olimpijski komite želi zmanjšati razliko v številu športnikov in športnic na igrah. Informacija o izgubi ene discipline pa je precej razžalostila kajakaški svet. It was a disappointing decision, but we have to accept it. And in the meantime, we still want to give equal chance to women
and men. So we developed the C1 as well as the K1. So all the women that want to do C1, or we actually encourage them to do C1 and K1 like that. In the future, they can choose what they prefer. And also, we try to keep going with our senior team or our junior team, and we try to bring a full team of women canoe to international competition, despite the fact that it's not Olympic in 2016. Velike reprezentance imajo seveda širše možnosti ob podobnih spremembah. Kaj pa vsem skupaj pravijo dvojci, ki bodo, kot kaže, v Riju zadnjič nastopili na olimpijskih igrah? O tem pa v naši naslednji oddaji. Takole pa so v Tacnu sprejeli večji del slovenske reprezentance, ki je na svetovnem prvenstvu v spustu osvojila kar 6 medalj. Zlatom se je ukitil dvojec Peter Žnidaršič, Luka Žganjar in ekipa kajakašev v postavi Žnidarčič, Debeljak in Urankar. In dame in gospodje, tukaj sta naša svetovna prvaka, Luka in pa Peter, ki ne počivata na lovorikah in imata pred sabo že nov izziv. Kam gresta danes? Ja, danes bomo pa veslali na tacenski progi, ampak tokrat s spustom. Pogosto trenirate tukaj? Kako nevarno je pravzaprav po tacenskem poligonu s tem čolnom za spust? Ne, v bistvu trenirala še niso tle, tako da sploh ne veva, koliko je navaren, ne veva, kva pričakovati s spustom. Tako da se pustimo presenetiti danes. Ja, pa je kdo že kdaj se spustil tukaj doli s čolnom za spust? Ja, so vseeno, sam ponovadi je malo več vode, tako da danes bomo videli, kako bo. Potem pa predlagam, da kar pogledamo, kakšne so danes razmere na tacenskem poligonu in da preizkusimo vožnjo v spustu po tacenski progi. Kakšne so razmere na progi? Ja, voda je malo nizka, vsaj čez rampo, tako da najbrž bo štartala kar od spod, pa bomo pa videli, kako bo šlo od spod. Ne bo šlo čez zapornico? Kakšna je pravzaprav nevarnost? Največja nevarnost je, da zlomimo čoln, ker je res padec, pa spust je dolg in lahko ga polomimo. Je ta zapornica torej na nek način neko strah spoštovanje tudi za vas, spustaše? Ne vem, jaz se v glavnem bolj za čoln bojiva, kot za kaj drugega. Tako da če je bila večja voda, bi šlo. Tudi tekmo se da tam narediti. Kaj pa sicer sama proga, kako se ti zdi? Pač zelo mehna, nek potoček. Zdaj, koliko smo v spustu v Valtalini videli, je bilo res orank voda, tle ni pa nič, nav težav. Dobro, kar pogledamo. Kakšne pasti pravzaprav za spust skriva ta rokav reke Save? Največja past je to, da voda na vrhu ne teče toliko hitro, kot spodaj. Tako da je treba res globoko vesel zapičeti, potegniti vodo do spodaj. Zdaj, pri mehni vodi je težko reči, kakšne so kaj pasti. Pri večji bi bilo pa kar zanimivo malo slalomirati s spustom med skalami. Kakšen je prvi občutek? Kaj pa vem, na prvem padcu so malo podrganila, ostalo je pa kar šlo. Ja, kar fajn je ropotalo tam, ne? Je, ne, nizka voda, ja. Malo so zapela zadnji. Kako se je tebi zdelo? Ravno ti si utrpel verjetno kakšno poškodbo na zadnjici ob tistem stiku z eno izmed skala pod vodo? Ja, malo se čutno, sam ni panike. Hujš bi bilo, če je bila recimo kakšna ostra skala od spodaj, ker je sam poden reke, se to na čolnu ne pozna neki dasno. Vse trčovno, tako da. Na svetovnem prvenstvu v Valtalini sta postala svetovna prvaka, potem ko sta drugo uvrščena
Blaža Cofa in pa Simona Hočevarja premagala za 700 sekunde. Tukaj le sedaj dejansko vidimo, kako hitro se vse skupaj odvija. Tole je prava Formula 1. Koliko je pravzaprav 700 sekunde v vašem športu? Sekunda je recimo zelo velika, ampak ko govorimo o stotinkah, manj kot 10 stotink, to je res, to ni nič. Zelo težko je pokazati, ampak po mojem, da če bi stegnil veso naprej, bi po mojem prekinil fotocelica prej. Lani sta osvojila skupno zmago v seštevku svetovnega pokala v spustu, letos še svetovna prvaka. Kakšne ambicije pa imate dejansko v slalomu? Zdaj za naslednja ambicija je Evropsko prvenstvo U23 v Skopju. Pa bomo pa nekako naredili zaključek sezone, se bo še s trenerjem Trampožem usedla in bomo predebatirali, kaj pa za naprej. Zdi se mi, da nista nekako odločena v tem, da bi v nadaljevanju kariere se posvetila slalomu, ki je nekako bolj prvovrstna disciplina. Ja, zdaj tako, slalom bo ostal olimpijska disciplina samo še do 2016, pa za 2020 pa še ni zagotovo. Nekaj se govori, da bo tudi izpadla kategorija, tako da če hoče res prijeti v svetovni vrh, raba še kar nekaj let v slalomu, v spustu so pa v bistvu že tukaj. Tako da mogoče je smiselno te stvari pretehtati. Sašo Taljat in Luka Božič, to je izjemen izziv že doma med slovensko konkurenco. Ja, definitivno. Sta je najboljših dvojcev na svetu, to dokazujeta konstantno, z vsako tekmo, ki pride. Kakor se jim proba približati, Rio se približuje, tako da če bi hotela kaj narediti, ima zelo malo časa. Bomo videli, sej pravim, da je treba pretehtati stvari, spremeniti mogoče način treninga malo. Zdaj opravila sta s tem tehničnim delom proge. Če bi šlo za pravo tekmo, bi bila ta daljša, start bi bil više, kot je v primeru slaloma, tam nekje, kjer sta sama vstopila v čoln. Kako dolga pa bi bila dejansko, morala biti ta proga? Kje bi bil dejansko cilj? Jaz mislim, da bi bil dol nekje malo pred elektrarno, mogoče, ko se konča trening proga, tam nekje, tako, 90 sekund. Kakšna bi bila potem primerjava med to progo in v Valtellini, kjer sta zmagala? Ja, ta bi bila dosti daljša. Tam smo imeli zelo kratko, Italijani so postavili 40 sekund približno progo. Nama je v bistvu ugajalo, ker so res frekvenco pa hitre moče za veslaje in nama krajše ugaja. Kako zahtevna pa bi bila ta proga, naprimer, za svetovno konkurenco? Po mojem je bila kar zahtevna. Mogoče ta sreden del ne toliko, ampak ta zadnji del čez padac pa čez rampo bi definitivno bil nekaj novega, v bistvu, ki je tazga še po mojem noben ni vozil. Vsaj v tej novi generaciji. Mogoče včasih, ko je bila rampa še stara, pa ni bila tazga paca so, ampak zdaj v tem času ne. Tako da bi bilo nekaj novega za probati. Bi bilo pa aktivno, definitivno. Spust je zelo fajn, če se organizira na veliki vodi. Tako da, ne vem, treba bi bilo videti, se pravi. Potem pa res komaj čakam in skrajni čas je že, da se tukaj pod Šmarno goro organizira prava tekma v spustu. Sijajni rezultati naših tekmovalcev naj bodo spodbuda tudi za vaše rekreativno udejstvovanje. Akcija Voda za vedno vas vabi na 24-urno veslanje za dober namen po Ljubljanici 27. in 28. junija. V juliju pa so potem na sporedu kar 3 spusti. Najprej po Krki, nato po Muri in zatem še po Savi dolinki. To je bil drugi letošnji Kajak Kanu magazin, v katerem smo omenili nekaj izjemnih uspehov slovenskih kajakašev in kanuistov. Ekipa naše oddaje želi slovenskim tekmovalkam in tekmovalcem obilo uspeha tudi v drugem delu sezone, Petru Kauzerju pa seveda čim hitrejšo rehabilitacijo. Dobrim željam pa se pridružujejo tudi ostali. Želim, da ti Rama čim prej spet začne delo dobro in da boš čim prej začel veslati. Se ti takoj Rama pozdravi in da boš takoj začel na tekmah tekmovati.
Želim si, da bi se mu roka čim prej pozdravila in da bi lahko spet veslal in bil dober. Čim prej naj zdravi Peter, pa naj pokaže, kako zna veslati celemu svetu. A ti veš, da se je Peter poškodoval? Sem slišala, ja. Peter, prid na eno pleskavico, da ti bo pomagala, da se prej pozdravil. Bom jaz eno zdravilno naredil.